Kako malo je treba za srečo, samo da se uresniči pravica do dela, zapisana v slovenski ustavi. Zato še enkrat poglejmo reakcijo na včerajšnjo odločitev ministra Mesca, da po sestanku z obrtniki in podjetniki iz Škofje Loke in sindikatom, da bo izpodbijal likvidacijo invalidskega podjetja CSS. Veliko olajšanje, veliko zadovoljstva, veliko vsega, ne morem. Zmagali smo končno, ni boljega občutka. Delo sem se vdahnil. Ja. Danes pa finančni minister Klemen Boštjančič sporoča, da je za invalide treba poskrbeti, ampak ne pred kamerami. Absolutno ni nobenega dileme v tem, da je potrebno sploh v podjetjih, kot so invalidska podjetja, ki so posebej občutljiva zaradi zaposlenih, poskrbeti za te zaposlene. Ker te zaposleni je popolnoma jasno, da si ne morejo najti dela na trgu tako kot druge, sploh danes, ko imamo eno najnižjih zaposlenosti v zgodovini te države. Ampak na drugi strani pa izrabljati to usodo za politikantstvo in ideje, da bi država metala denar ali pa SDH ali kdor drugi v nekaj, kar na dolgi rok nima perspektive, s tem se pa pač ne morem strinjati. Torej, absolutno je za zaposlene v CSS-ju potrebno najti rešitev in to rešitev v dogovoru z njimi. In predvsem bi si želel, da ta dogovor se ne dogaja pred kamerami in pred mediji, ker je to slabo za vse, ampak na drugi strani se pravim, delati iz tega pa politikantske zgodbe in kako bi se morala država še bolj vtikati v poslovanje družb, to pa mislim, da je napačna pot in si tega ne želim. Presodite sami. A mi bomo kljub lekciji finančnega ministra Klemna Boštjančiča nadaljevali s poročanjem o usodi invalidskega podjetja CSS, saj je bil z včerajšnjo napovedjo ministra Mesca, da bo izpodbijal likvidacijo podjetja, dobljen le prvi polčas. Saj se je doslej likvidacijski upravitelj obnašal tako, kot da ne vidi, da vsa Slovenija išče rešitev za to, da bi podjetje obstalo v obstoječi obliki v Škofji Loki. In zaposlenim vlilo upanje, da tudi oni s svojim delom prispevajo k razvoju slovenske družbe. Ob takšnem ravnanju Debeljakovega SDH-ja je še dobro, da so se v reševanje invalidskega podjetja vključili škofjeloški obrtniki in podjetniki, ki Debeljakovemu SDH-ju sporočajo, če vi ne morete, bomo mi. Preden izvemo, zakaj škofjeloški podjetniki in obrtniki, za razliko od Debeljakovega SDH-ja in ministra Boštjančiča, menijo, da podjetje ima prihodnost na isti lokaciji, poglejmo sploh, kdo je Žiga Debeljak, ki vodi SDH, Kajko Betič. Skrbno in odgovorno upravljamo strateške, pomembne in portfeljske naložbe v svoji lasti in v lasti Republike Slovenije. To je vodilo, ki ga vsaj na papirju zasleduje Slovenski državni holding. Če tudi ko gre za vprašanje škofjeloškega podjetja CSS, ne malo kdo podvomil v skrbno in odgovorno upravljanje pod vodstvom šefa SDH Žige Debeljaka. Marsikomu poznan kot nekdanji predsednik uprave Mercatorja. Dobar dan. Pozdravljeni. Takrat širši javnosti sicer nepoznan menedžer, ki se je leta 2006 zavihtel na mesto Zorana Jankovića, je veljal za kader nekdanjih tako imenovanih old boysov, ki so slovensko gospodarstvo obvladovali po osamosvojitvi. Če govorimo o Žiga Debeljaku, on je dal šolo Mercatorju, nekako pravi, da tudi moj proizvod. No, s širjenjem proizvodov najboljšega soseda po Balkanu je Debeljak na čelu Mercatorja nadaljeval Jankovićevo strategijo širitve trgovca. Nova trgovska središča so gradili s pomočjo zadolževanja, kar pa je, so poročali mediji, ob hudi finančni in gospodarski krizi po letu 2008 podjetje privedlo do roba propada. Ob tem pa so revizije poslov v času Debeljakovega vodenja uprave, kot so poročale Finance, pokazale na številne sume nepravilnosti. Možno, da je nekdanje vodstvo naklepno napihovalo vrednosti premoženja in naložb, da bi prikazalo boljše poslovne rezultate, navadno sodelovanjem revizorjev, da so možna naklepna preplačila za premoženje ali naložbe v zameno za provizije. Možno, da se je uprava preveč zanašala na zunanje svetovalce pri širitvah na druge trge in da je možna nezmožnost ali nepripravljenost uprave, da svetovalce nadzira. Možne namenoma slabe investicijske odločitve na neprimernih lokacijah v zameno za provizije, pa naklepno sprejemanje slabših pogojev v zameno za provizije ter naklepno slabše investicijsko načrtovanje brez ustreznih analiz. Debeljak je leta 2012 s čela Mercatorja sicer
protestno odstopil, saj je nasprotoval prodaji hrvaškemu Agrokorju. No, še predtem pa je razburjal s predlogom, ki je za predčasno razrešitev uprave predvideval 24 plač odpravnine, 6 plač nadomestila in nagrado za vodenje, skupaj v višini 800 000 evrov. Potem, ko je to sprožilo val kritičnih odzivov, pa je zatrjeval: Smo ocenili, da bi bilo vztrajanje pri takšnem predlogu v teh pogojih neprimerno. A zanimivo, povišico si je Debeljak kot predsednik uprave SDH obetal tudi leta 2023. Prejemal naj bi kar 5700 evrov bruto več na mesec, njegovemu namestniku Janezu Tomšiču pa bi na mesec kapnilo še 5000 evrov več kot prej. Na leto torej skupaj več kot 128 000 evrov. Za primerjavo, podjetje CSS, ki ga SDH zdaj zaradi negativnega poslovanja pošilja v likvidacijo, je imelo v zadnjem 6-letnem obdobju v povprečju 25 000 evrov izgube na leto. Po ogorčenju javnosti in koalicijskih partnerjev je predlog sicer padel v vodo, a sta si Debeljak in Tomšič plačo kasneje uskladila z inflacijo, ob tem pa izplačala tudi 2000 regresa in eno bruto plačo nagrade, skupaj dobrih 20 000 evrov. Danes 54-letni diplomirani inženir računalništva ter magister poslovodenja in organizacije, ki sicer spada pod okrilje Gibanja Svoboda, pa še zdaleč ni le predsednik SDH. V času Golobove vlade je namreč postal še predsednik upravnega odbora slabe banke ter glavni nadzornik Gen Energije in Telekoma Slovenije. Samo v SDH-ju pa letno dobiva okoli 160 000 bruto plače, brez bonitet in dodatkov. Z nami je zdaj Marko Lotrič, predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice Škofja Loka, ki je organiziral včerajšnjo srečanje, na katerem je prišlo potem do te prelomne odločitve, ko je minister Mesec napovedal, da bo izpodbijal likvidacijski postopek. In me zdaj zanima, ne slišali smo zdaj vse to, gospod Lotrič, ali res, da to podjetje invalidsko CSS na obstoječi lokaciji v Škofji Loki pa tudi drugače nima perspektive? To je primer izčrpavanja podjetja, to je primer slabega vodenja podjetja strani direktorja. To je prva in osnovna ugotovitev. Seveda podjetje CSS ima možnost ne samo preživetja na tej lokaciji, ampak tudi razvoja na tej lokaciji. Zakaj lahko tako trdim? Ker smo v obrtno-podjetniški zbornici, v območni obrtno-podjetniški zbornici prepričani, da že s svojimi naročili, ker ko vemo, da lahko pri naročilu iz invalidskih podjetij le to podjetja obravnavajo kot olajšavo. In zato to je samo en pogled, tržni pogled. Potem imamo pa še tega drugega, ki moram reči, da je na Škofjeloškem zelo, bom rekel, dejaven, prisoten. Kateri je to? In to je pa ta odnos do ljudi, do soljudi. Ker v temu podjetju delujejo in delajo naši sosedje, naši sovaščani, naši krajani in taki, ki so polnočutni in taki, ki imajo kakršnekoli oviranosti. In za te ljudi je pač potrebno poskrbeti. In to je bila osnovna poanta, bom rekel, tudi organizacije tega včerajšnjega dogodka. Začeli smo ga v petek prejšnji teden. Povejte mi, če vas jaz prav razumem, so zdaj škofjeloški obrtniki in podjetniki pripravljeni pri podjetju CSS nabavljati oziroma kupovati njegove produkte, tako da bi to podjetje ne samo preživelo, ampak delalo tudi z dobičkom, kar bi omogočalo razvoj. In včeraj se je govorilo o avansu, da sindikat je pripravljen tudi z avansom reševati 10 000 evrov, vi pa z 10 000 evri. Kaj bi to omogočilo, da v tem vmesnem obdobju, ko ta likvidacija še ni izpodbita, podjetje preživi? Na vsak način. Najprej podatek, da samo podjetje ima naročil za 4 mesece vnaprej. Naročila so oddana, oziroma likvidacijski upravitelj pa je že v tem času, v zadnjem tednu, zavrnil vsej 2 naročila enega vrednosti 42 000 evrov. Zakaj? To samo on ve. Druga zadeva, ki je pa pravzaprav prišla od obrtnikov, da jim pomagati. Čisto enostavno, redno naročajo določeni obrtniki, podjetniki in so pripravljeni pod ena, ne samo, da naročajo naprej, ampak priznavajo tudi višje stroške obratovanja. Mimogrede, zdaj imajo približno 10 000 evrov stroškov za energijo, napram 3-4 tisočim pred
krizo energetsko, pa vendarle to hočejo pokriti in še to, da vse, kar bojo naročili v letošnjem letu, so pripravljeni z avansom pokriti. Poglejva, kaj je danes na to temo reševanja podjetja dejal še finančni minister Boštjančič. Poglejva krajšo izjavo. Na drugi strani pa izrabljati to usodo za politikantstvo in ideje, da bi država metala denar ali pa SDH ali kdor drugi v nekaj, kar na dolgi rok nima perspektive, s tem se pa pač ne morem strinjati. Kaj pravite na to izjavo ministra Boštjančiča? Ne prav gotovo bo potem vašem današnjem nastopu ne očitek, saj ne povabili so Marka Lotriča, ki je tudi politik, ima svojo stranko in to izrablja za svojo politično promocijo, kar vam med vrsticam in ostalim strankam očita tudi minister Boštjančič. Pa jaz mislim, da je to politika vrednot, kar mi zdaj pelemo v Škofji Loki in na temu absolutno lahko vztrajamo. Gre pa za to, da ne samo to, da mi vidimo, da lahko na en način pomagamo, pomagamo na način tudi, se pravi, avansa, pa to ne bo avans, to bo enostavno ena donacija podjetju skupaj z SOPS-om, se pravi sindikatom, da podpremo ta likvidnostni del, da se lahko plače izplačajo, za ta denar ne bomo zahtevali od zaposlenih, bom rekel, niti enega centa nazaj. Pod kakšnimi pogoji oziroma ali drži, da ste vi pripravljeni, če SDH ne bo najdel primernega direktorja, prevzeti vodenje tega podjetja in pod kakšnimi pogoji? Obstajata dva pogoja. Prva je, da direktor Zarnik nemudoma odstopi, oziroma zdaj upravitelj, in druga zadeva je, da SDH preimenuje, prekvalificira to portfeljsko naložbo v strateško naložbo. Ko te dva pogoja izpolne, je, se pravi, območna obrtna zbornica in sindikat pripravljen vložiti v podjetje CSS 20 000 evrov. Druga zadeva pa je, da z dodatnimi naročili, ne samo škofjeloških obrtnikov in podjetnikov, mimogrede je zelo močno škofjeloško podjetje, dodatno za avansi, kot sem rekel, podpreti. In tretja zadeva je pa v temu, vekolikor pa SDH ne uspe najti direktorja za redno poslovanje, pa mi s svojim kadri, z predvsem mladimi upokojenimi direktorji, lahko ponudimo strokovno vodenje tega podjetja in predvsem je treba nekaj vedeti. Te ljudje so invalidi, niso v stanju se voziti na druge lokacije. To je izključna lokacija, ki mora ostati za ljudi, ki trenutno delajo v CSS-ju in pa tudi za celotno Škofjo Loko. Kaj pa zemljišče? Na včerajšnjem sestanku, če se ne motim, so župani dejali, če bi slučajno SDH začel prodajati to zemljišče, da se ga lahko zaščiti, če vas prav razumem. Jasno je bilo povedano, da pozor vsem tistim, ki stegujejo prste po temu zemljišču, ki seveda je žlahtno zemljišče sredi Stare Loke, v 4000 metrov veliko, so jasno župani povedali. Župan občine Škofja Loka Tine Radinja je povedal, da bodo v vsakem primeru uveljavljali predkupno pravico. Ostali trije župani Škofjeloškega pa so pristavili, da bodo finančno pomagali pri odkupu, potem, ko bo prišlo do predkupne pravice. Gospod Lotrič, najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala.